Leopold Alba me veseli. Zdaj, Lana, živijo, dobrodošli. Samo naprej dobrodošli. Res je temno, moral bom prižgati to luč. Ampak malo imam olja. Bojim se, da mi bi lahko ga tudi zmanjkalo. Kantica je prazna, ampak potem si ga bom pa dal na zob. Tako kot pa navadi, si ga bom malo privoščil, ko prižgemo vse luči v mestu. Potem pa bom si ga malo počasi spil. Ampak moram paziti, da zjutraj ne bi bilo prehudo. Večkrat sem pozabil ugasniti luči zjutraj. To pa ni ravno najboljše, da se mi to dogaja. Luči bo potrebno prižgati, da se bo kaj videlo. Ljudje bojo danes prišli. Kar takole bom. Moram si malo pripraviti. Zdaj oživel. Malo pa bom luči prižgal. Jaz sem Leopold Alba, vaš mestni prižgalec luči. Tako da boste lahko gledali in videli, zjutraj jih pa tudi ugasnem, če se ga ponavadi zvečer malo ne napije. Danes je muzej oživel, čakajo vas tudi drugi liki iz zgodovine. Samo pogumno naprej. Hvala. Dober večer, dober večer. Dobar večer. Spoštovani in spoštovane, lep pozdrav vsem zbranim. Posebej danes na prvem mestu pozdravljam ustvarjalce in ustvarjalke, se pravi teh 119 udeležencev našega natečaja. Vsi najbrž niste tukaj, ampak kar velik del vas je, tako da res dobrodošli. Dobrodošli tudi vaše mentorice, dragi starši, drugi člani družin, podporniki in seveda dobrodošli tudi naše soorganizatorke, na moji desni Valentina Gerjevič, ravnateljica osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, potem Urška Lobnikar Paunovič, direktorica Valvazorjeve knjižnice Krško, potem je tukaj z nami tudi predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Matjaž Gruden in seveda tudi podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik. Tako da dajmo sebi en aplavz, ne, ker sama pa predstavljam Posavski muzej Brežice, ki letos obeležuje 75 let delovanja. Jaz še nisem stara 75 let, da otroci, kaj mislite? To pa reči, da ne vprašam, ker čas jim je dajo potem čudna leta. Ampak seveda naš muzej pa že 75 let skrbi za to krasno stavbo in za to dvorano, ki je zame najlepša dvorana, baročna, daleč naokrog. Lahko bi rekla celo na svetu, da ker moramo biti ponosni na tisto, kar smo prejeli od naših prednikov in seveda smo tudi ponosni na to, kar smo prejeli od naših prednikov iz 16. stoletja. Z nami na vhodu, pa tudi na tem vhodu spodaj, tukaj ste opazili, tudi naše osebnosti iz različnih stoletij so prišli k nam prav posebni ljudje. Malo se bomo sprehodili čez to preteklost, tudi s pomočjo naših prijateljev, ljubiteljskih igralcev, ki jih lahko potem seveda tudi spremljate še na razstavi oziroma še kaj pocukate, ampak njih malo več. Zdaj bi pa seveda z veseljem na oder povabila člane in članice otroškega zbora, naše sosede, naše glasbene šole Brežice, in sicer torej otroški pevski zbor z zborovodkinjo Mihaelo Komočar Gorše,
z glasbeno spremljavo bo zagotovila profesorica Pierina Cavaliere Mršič. Pesmici sta pa krasni. Od Janeza Bitanca, tisti, ki smo malo starejši, mogoče nas to pelje v otroštvo. In sicer sta prva dve jesenski, druga pa dve zimski pesmi, tako da ravno prav, ne, smo še v jeseni, pa že čaka nas ta zima. Torej, otroški pevski zbor Glasbene šole Brežice, draga Mihaela in draga Pierina, oder je vaš, vabljeni. Najlepša hvala otroškemu zborčku, še enkrat jih bomo potem slišali. Sedaj pa se kar lotimo našega osrednjega dela. Namreč na letošnji natečaj 15. po vrsti smo v bistvu prejeli kar veliko del
V likovnem delu, se pravi, imamo likovni literarni natečaj na obisku pri Juriju Dalmatinu v časti izjemne posavske protestantske dediščine. Kot veste, je letos tudi 440 let izida Biblije, pa tudi zimskih uric. Veste tudi, da v naših krajih je živel oziroma se je rodil tudi prvi prevajalec zimskih uric, Jože Toporišič in tako naprej, da smo ves čas mi v tem centru različnih dogajanj. No in naše slovensko protestantsko društvo Primož Trubar, podružnica Posavje, pa je bilo ustanovljeno leta 2008, ko smo v Sloveniji obeležili tudi 500-letnico rojstva. Čisto natančno ne vemo, ampak obletnice nam vedno daje eno dobro spodbudo, da naredimo še kaj več. Takrat smo ustanovili tudi našo podružnico, ki ima seveda veliko povezavo tudi s krovnim društvom. Komisija že 15-tič je sestavljena podobno oziroma Polona Brenčič iz Valvazorjeve knjižnice Krško in sama, jaz Alenka Črneč-Krošelj, mi da sva že 15-tič v komisiji. Zadnja leta se nam je pa pridružila tudi Nina Glas Smodič, ki je bila med tistimi med ustanoviteljicami naše podružnice, pa tudi takrat ravnateljica osnovne šole Jurija Dalmatina Krško. Ona sedaj uživa v tem najlepšem obdobju, tretjem, ki naj dolgo traja, Nina, in smo ti tudi hvaležni za vse to tvoje delo. Kot vedno sem kot umetnostna zgodovinarka po eni izmed osnovnih izobrazb zadolžena za predstavitev likovnega dela. Ta del je razvrščen v dve kategoriji. Prva seveda predstavlja delo učencev od 1. do 5. razreda, druga pa ustvarjalce od 6. do 9. razreda. Zdaj že imamo podeljevanje utečeno, povabimo vse ustvarjalce iz vsake šole, ki je sodelovala, vsi pridete gor, tudi vaše mentorice, imamo 2 podeljevalca in potem se tudi vsakič fotografiramo prav, tako da ne nam bežati, vzamemo si čas, danes ste vi najpomembnejši v dvorani, tej lepi je toplo, nikamor se vam ne mudi, tako da vsak pa seveda, ki je ustvarjal, pa si res zasluži en velik aplavz. Torej, jaz bom prosila, da pri tej podelitvi sodelujeta Valentina Gerjevič, ravnateljica osnovne šole Jurija Dalmatina, in pa seveda Matjaž Gruden, se pravi predsednik SPD-PT, rečemo na kratko, protestantskega društva Primož Trubar. Tako da kar prosim, pomočnici pa sta Milena in Anja, tako da tudi najlepša hvala. Vsak udeleženec prejme Dalmatinovo značko, to je že nekaj časa taka sodobna zapestnica s faksimilem njegovega podpisa, namreč imamo njegov podpis Georgius M. Dalmatinus, se pravi po latinsko, M pa pomeni magister, ker je končal tudi kar številne šole. Potem pa še ne posebno darilo, recimo zvezek s podobo Ivana Ivačiča, pomembnega kuharskega mojstra, ki je oral ledino na tem področju v 20. stoletju in je tudi zelo rad pisal, se je trudil, da je lepo pisal, napisal je pa tudi nekaj zelo zanimivega, da lažje je kritizirati, kot pa dobro skuhati. Tudi pri drugih stvareh lahko to uporabimo. Torej, to naj vam služi, zdaj pa začnemo. Smo pripravljeni. Torej, likovni del natečaja, prispela dela 74 učencev, število mentoric 17, in če gremo k najmlajšim, od 1. do 5. razreda, kličemo tudi šole po abecednem redu. Se pravi, iz osnovne šole Bizeljsko, Eva Povše, Valentina Rubin, Anže Lupšina, Lara Novak, Lara Gregelj in tukaj imamo 2 mentorici, Tadejo Vahčič in Lidijo Cizelj. Pa vas lepo prosim, da kar pridete. Boste povedali vaše imena podeljevalcem, ker pač vas ne poznajo, ampak vas bodo pa zdaj spoznali. Mentorici pa nista tukaj Tadeja Vahčič in Lidija Cizelj, ne vidim ju, no, boste pa vse poročali, V tem skupnem vrečki dobite tudi darilo za vse, da si potem razdelite.
Komisija pa je posebno priznanje podelila Evi Povše, ki je tukaj, živijo, ki je pod mentorstvom Tadeje Vahčič izdelala krasen napis Biblija s skrbno dodanimi ornamenti, uporabljen je papir, pa tudi slama, a ne da? Tako, čestitamo. Hvala lepa, potem se bomo še na koncu vsi fotografirali, sedaj pa je vaša dolžnost zaključena in greste lahko z odra. Hvala vam. Veseli smo, da se na naše povabilo velikokrat odzove tudi osnovna šola Blanca in sicer sta učenki Neja Radej in Ajda Hriberšek, njuna mentorica pa je Mateja Strnad. Kar pogumno. Dvorana je dolga 36 metrov, tako da lahko tudi malo potečete, ne preveč. Malo se pohecamo, hvala lepa. Torej, ti predstavljaš Blanco. Priznanje pa prejme Ajda Hriberšek, ki je v čast obeležitve 440 obletnice daje Biblije in zimskih uric skozi risbo prikazala v 3 preteklosti in dala svoj njen pogled. Tako da to pa je tudi krasno in čestitamo. Tako, to pa še za mentorico in pošljamo. Osnovna šola Koprivnica je bila lansko leto tudi naša šola partnerica. Dobili smo se prav tako v tej dvorani, ampak oni so pa marsikaj pripravili in smo jim hvaležni za to. Letos pa so sodelovali na tečaju in sicer Miha Mirt, Iza Vrtovšek, Ana Marija Kukovičič, Nina Klavžar, Ana Plevnik. Mentorici pa sta Kaja Preskar in Romana Žnidaršič. Tako, podelili pa smo v bistvu najprej 2 priznanji za prvi razred, enakovredni Miha Mirt in Iza Vrtovšek, ki sta ustvarila zelo lepo izdelano dolgo kazalko za največjo knjigo, najbrž za Biblijo. In če sem prav razumela, če smo prav razumeli, pa iz te Biblije, iz knjig lahko pokukata tudi oba avtoportreta. To je delo nastalo pod mentorico Kajo Preskar, ampak je nije, ne da. Boš ti dala. Hvala lepa. No, potem pa imamo še priznanje za Nino Klavžar, njena mentorica Romana Žnidaršič pa je tukaj. Ta pa na to delo pa nas opozarja na pomembne besede, ki jih sicer uporabljamo, jih tudi zapišemo, ona pa verjame, da jih tudi razumemo. To so pa podpora, družina, sreča, pomoč, ljubezen in spoštovanje. Čestitamo. Hvala lepa. Z nami, oziroma o tem razmišljajo tudi učenci dr. Mihaela Rostoharja Krško in sicer Patricija Kodrič, Bonin Mercina, Daniel Kunšek, Anže Brgles in Jernej Kočevar, mentorica pa je Lucija Dolenc. Prihaja pa tudi ravnateljica, kar pridi. Kar pridi, smo veseli tudi tebe. Barbara Smolej-Fric, ravnateljica osnovne šole, čestitam. Posebno priznanje pa smo podelili Boninu Mercina, ki je zelo lepo izdelanem okvirju poudaril različne črke, te pa potem sestavljamo pomembne besede, ki so nam lahko v navdih. Čestitamo. No, ostanemo v Krškem, v naši šoli Jurija Dalmatina Krško in sicer je 1. do 5. razred Iva Judnič, Iva Mrzel, Adna Mušič, Ela Brina Prevejšek, Natalija Mausar,
in Jakob Zupančič ter mentorici Tanja Štokar in Svetlana Jovič. Ravnateljica jim bo dala, ni pa novo. To je pa odlično. A mentorici sta tudi, hvala. Sem pozabila Katjo, ne, da Katja oprosti. Tudi ti si, Katja. Ja, tudi tebe. Katja Bolčan, 3 mentorice so. Hvala lepa. Tukaj imamo 2 priznanji. Ela Brina Prevejšek je skrbno izrisala mlin knjig, nekako se spomnila, odkot prihaja Trubar, na njegovo mlinarsko družino in povezala njegovo delo tudi s sodobnostjo. Njena mentorica je Svetlana Jovič njeni. Potem pa imamo še priznanje za Jakoba Zupančiča, to je naš Jakob, odlično naslovil svoje delo s črkami do mojstrovine, res krasen naslov, boste videli, zakaj temu delu to tudi tako paše. Tako smo si preinterpretirali, ne? On je razmišljal, kako so s črkami naredili protestanti mojstrovine, ki imamo še danes v rokah, in enako je potem tudi svoje delo opravil Jakob z mentorico Tanjo Štokar. Čestitamo. Hvala lepa. Zdaj pa gremo malo gor po Savi v Sevnico oziroma še dlje do podružnice Loka osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, in sicer mentorica Barbara Vidic nam je poslala 4 dela. Taja Podlesnik, Lana Medved, Ažbez Gonec, Cenež Nidaršič. Vabljeni. Hvala lepa, da ste prišli tudi iz enega izmed Trubarjevih krajev, ne? In to se vidi, da ste malo bolj dali več teže tudi Trubarju. Komisija je pa v bistvu izbrala eno priznanje, se veste, da je to težko delo, ampak na koncu potem nekako se moramo odločiti. Tukaj sploh, ker so bile zelo podobna dela, izbrala mavrične barve, mavrične podlage, ampak to priznanje pa smo podelili zanimivemu Trubarju oziroma njegovemu ustvarjalcu Ažbetu Zgoncu. A je Ažbet z nami? Ja, tako čestitamo. Tako, hvala. Zdaj pa gremo naprej v višje razrede, v kategorijo od 6. do 9. razreda, 47 del, 48 avtorjev, 9 šol, 8 mentoric, ker ena mentorica dela na več šolah in jo boste večkrat spoznali, bo kar gor ostala. Ampak gremo najprej spet na Blanco. Špela Kolman in njena mentorica Sabina Košir. Ni bo pa mentorica pobrala to slavo, ne? Namreč strip Špele Kolman nas je pa res navdušil, odlično izdelal, ni veliko besed uporabil, ampak tiste, ki jih je, so pa močne. Naprimer, kako naj to spravimo med ljudmi, ljudi se vpraša, in naslovi svoj strip Moč slovenskega jezika. Mi vemo, da jim je uspelo, ne? Da danes to cenimo, kaj jim je uspelo, pa smo hvaležni vsem, seveda tudi Špeli in mentorici. Hvala. Osnovna šola Boštanj in mentorica Njena Bedek, in sicer Luka Lisec, Mija Ivanc, Zoja Novšak, Lija Robida, Zara Kovačič, Julija Hrastovec, Julija Barce in Lara Simič. Tako, Boštanja pa ni bilo težko danes priti, ne da? Ja. Smo veseli, da enkrat nimate kaj, ne? Ker ponavadi ste vedno imeli še druge aktivnosti. No, naša draga mentorica Njena Bedek pa je res velika podpornica te naše akcije in smo jih hvaležni. Priznanje si je prislužil Luka Lisec,
Boste videli, krasno delo je ustvaril, razpolovil je likovni prostor, na eni strani podobil preteklost tega Jurija iz 16. stoletja, na drugi pa si predstavljal, kako bi Jurij delal v 21. stoletju. Je tako, ne da? Odlično delo, dobra ideja in seveda tudi dobro delo vseh, ampak priznanje pa Luki Liscu. Čestitam. Pa gremo na šolo, na katero je hodil zelo pomemben Slovenec, slovničar. Starejši ste rekli, oj, Toporišiča, ne da? Mlajši niti ga toliko ne poznate, ampak na osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova pa verjamem, da s ponosom skrbijo za to dediščino, jo tudi predstavljajo in so se letos tudi udeležili našega natečaja, ker kot sem prej rekla, je on tudi prvi prevedel Zimske urice, se pravi prvo slovnico iz latinskega jezika v slovenski jezik in seveda tudi bil zelo pomemben pri tem, da smo kaj več o Bohoriču in Dalmatinu tudi izvedeli v 20. stoletju. Torej, akademik Jože Toporišič in njegovi nasledniki oziroma naslednice Julija Piltavr, Naja Radanovič, Aneja Volčank, Lana Lupšina in Ela Polovič ter mentorica Zala Grobelšek. Tudi tu smo imeli veliko težav, ideja je bila zelo dobra in zanimiva, tako da imamo pač priznanje podeljeno oziroma smo podelili enemu Dalmatinu, ki je malo v sodobnosti pač problematičen, ampak smo dali toliko prvino v spredje, da namreč Dalmatin kadi pipo na tem delu, avtorica pa je Ela Polovič, pa bo potem razstavi samo povedala, zakaj kadi pipo. Mogoče, ker je pameten, kako, nekaj takega. Torej, priznanje čestitamo in vsem tudi ostalim. Pa se vzpnemo spet v Koprivnico, osnovno šolo Koprivnica, mentorica Regina Potočnik, ustvarjalci pa Pija Vrtovšek, Vid Planinc, Žana Resnik, Viktorija Kukovičič. Bo prevzela Romana Žnidaršič. Priznanje prejme Vid Planinc, ustvarjajo tako zanimivo pot med različnimi vejami in različnimi objekti in seveda ne, potem pa lahko izberemo, katera nam je bolj prava, pa upamo, da izberemo najboljšo. Hvala in čestitke Koprivnicam. Pa potem spet gremo k Juriju Dalmatinu samemu, ni hodil v to šolo, ampak je pa lepo, da so jo leta 1971 poimenovali po njem. V Krškem se pravi osnovna šola Jurija Dalmatina Krško, Janko Zole, Liam Jordan, Sara Šegula, Urban Uršič in Viktorija Rožman. Mentorica Metka Štih je pa žal zbolela, ampak se imamo ravnateljico, pa bo ona to tudi zraven prevzela. Imamo koga? Tako, odlično. Priznanje prejme Janko Zole, skrbno je ustvaril mesto iz besed, poimenoval stavbe, po tipu, jih ustvaril iz črk in seveda te črke dajo na poseben značaj in dinamiko. Se pravi, prvo priznanje Janko Zole, drugo priznanje pa Viktorija Rožman, ki je pa Jurija Dalmatin je tak zelo moderen, zelo lepo je oblečen in urejen, je pa postavila v današnjo knjižnico, mogoče pa bi se on dobro počutil v njej, ne vemo, kaj misliš, bi se, odlično. Torej, čestitke. Vabimo učence osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, Tim Novak, Anej Veselko in Tim Novak, ki sta naredila skupaj eno delo, Mija Darinka Keser, Klavdija Zorko, Eliza Aslani,
Dominik Bevc, Anjesa Demiraj, Leja Kovačič, Tisa Krese in dve mentorica Ana Žagar in Rina Baršek. Barbara, boš ti tudi prišla? Če je, pridi, ja. Hvala lepa, da si prišla. In sicer smo podelili dve priznanji, Aneju Veselku in Timu Novaku, ki sta skupaj ustvarila lepo kiparsko delo, tako na takem lepem podstavku portret Jurija Dalmatina, in pa priznanje prejme tudi Eliza Aslani, ki je pa na tako zelo lepo inovativno izdelano podlago umestila podobo Jurija Dalmatina. Čestitam. Iz Sevnice iz osnovne šole Sava Kladnika pa prihajajo Eva Mihurko, Iza Ulamec, Jana Ogrinc, Kristina Ogrinc, Mila Burnek. In sicer je mentorica Gizela Škoda. Prihajajo. Dobrodošli. Priznanje pa prejme Iza Ulamec, in sicer je naredila tako lepo podobo iz parka, medgeneracijski pogovor, razmišljala, kako lahko tudi na ta način kaj izvemo, tako da ji čestitamo. Vidi se pa sestrici? Tako, čestitamo tudi vama. Lepa dela. Hvala. Tako še dve šoli imamo, obe šoli delujeta pod mentorstvom Nene Bedek, in sicer najprej osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, dva fanta, Marko Koren in Mark Repovš, ter Nena Bedek. Nena bo odnesla tudi priznanje Marku Korenu, ki je zelo lepo izpisal, izrisal, 3D postavil ime Juri in dal temu imenu eno posebno moč s svojim likovnim delom. Hvala lepa. Tako, Nena, ti lahko ostaneš, Anada, ker gremo še v tržišče. Lara Imperl, Neja Drobnič, Janja Žibert, Maša Kramar, Patrik Udovič, Mark Repovš, Neža Kuhar in Laura Koren, ter mentorica Nena Bedek. Bo odnesla še v tržišče. Neja Drobnič je prejela priznanje za eno tako lep kolaž, srce je središče, notri so knjige, med njimi tudi katekizem in Biblija. Drugač pa vsa dela so izjemno lepa in hvala lepa. Ja. Tako, zaploskali smo vsem 74 učenkam in učencem in mentoricam in seveda se zahvaljujemo podeljevalcema, da sta opravila to svojo dolžnost. Nas pa čaka nova pesem naših sosedov, se pravi otroškega zbora glasbene šole Brežice in še ena pesmica Miška in Mravljica. Mravljice ste vsi, ki odlično delate in hvala Bogu, da ste mravljice. Miške pa vse se jih boji slona. Dobrodošli. Mami
Ja, mi je popravila Mihaela, da je Miška in Mavrica. Jaz sem takoj prebrala Mravljica. Tako je. Hvala lepa otroškemu zboru in zborovodkinji Mihaeli Komočar-Gorše. Pierina pa pride še enkrat na oder, tako da bomo jo potem se še zahvalili. Zdaj pa najavljam eno izjemno damo, ki je prišla k nam iz 19. stoletja, ne čisto v resnici, ampak to v krasni podobi Klavdije Mirt. Krčani, pa mogoče še kdo veste, kdo je bila Josipina Hočevar. Veste, ne, kupila je zemljišče za osnovno šolo Mihajla Rostoharja. Dala je denar, da so lahko deklice hodile v šolo. Dala je denar za šolsko kuhinjo, za tiste, ki so 2 ure in več hodili v šolo. A kdo hodi peš v šolo 2 ure in več? A res, Elija, ti hodiš? A ne. Hodiš peš, ne, ampak ne 2 ure in več. In tako naprej. Izjemna gospa, veseli smo, da lahko o njeni dediščini govorimo na različne načine, tudi tako kot danes. Draga dama, draga Josipina, gospa, ki je dobro gospodinjila, ne, a izjemno gospodarila, prosim. Je kako lepo, je tukaj med vami. Najlepša hvala za povabilo. Dober večer. Izredno vesela sem, da sem srečala danes tukaj toliko odličnih učencev in učenk, ki še v današnjem času jim je mar za znanje in za preteklost, za dediščino. To je neverjetno pomembno in lepo. Ko sem prišla v Krško, veste, sem jih imela rosnih 18. Tako kot mladi Jurij Dalmatin, ko je odšel v svet iz svojega rodnega kraja. No, da ne bo pomote, z mladim Jurijem nisva bila rojena v istem stoletju, ampak sva imela vendarle veliko skupnega. Naprimer, idejo o tem in prepričanje, kako je šola zelo pomembna. In da mora biti šola za vse in za, ne samo za nekatere, morda dečke iz bogatejših družin. Sama sem se še posebej zavzemala za dekliške šole. Joj, žal mi je, tako mi je žal, da danes niste mogli srečati izjemne učiteljice Ane Šmidiger-Romih, pa boste morda imeli drugič to priložnost. Sama nisem imela tega talenta, da bi poučevala. No, sem pa pomagala na drugačne načine za šolanje, za tople obroke, za obleke. Joj, si boste mislili, kaj pa ta stara gospa govori. Ampak, dragi otroci, a si vi lahko predstavljate, da v tistih časih ni bilo avtobusov, ni bilo avtomobilov, s katerim bi vas pripeljali do vhoda šole. Nekateri učenci so hodili več kot 2 uri v šolo, dan za dnem, po znanje. Ja, tako je bilo. In veste, vaši učitelji so zelo pomembni v vašem življenju. Posebej še tisti, ki v vas prepoznajo kakšne posebne talente. In tudi mladi Dalmatin je imel to srečo, da je v njem nekaj posebnega videl njegov učitelj Adam Bohorič. No, njega bomo pa danes lahko srečali. Adam, a se nam pridružiš? Adam? Dober večer, Adam. Mene pa že malce leta dajejo
pa se bom usedla. Hvala lepa. Dober večer, draga Josipina in vsi pozdravljeni. Jaz sem Adam Bohorič, kot ste že slišali, in najbrž zelo dobro poznate mojega učenca Jurija Dalmatina. A ste ga mogoče kje videli? A ste ga? Lepo, vedno je na poti ta naš Dalmatin. In več ne vem, ali je na Torjaku ali je v Ljubljani. No, pa se vseeno. A na Torjaku? Lepo. Sej vseeno, no. Vem pa, da bi bil zelo vesel, ko bi vas videl in srečal danes tukaj. Veste, bil je zelo vnet za šolo in slovenski jezik. Doživela sva številne lepe stvari in številnimi sodelavci poskrbela, da še danes govorimo slovensko. Ja, najbolj zanimiva je pa tudi zagotovo danes zgodba okrog naše Biblije, ki je ravno pred 440 leti potovala iz Nemčije v slovenske dežele. Vam je povedal, takole je bilo. V začetku aprila 1583 sem se starim Zelfišem knjigarnarjem pogodil glede tiska in založbe prav dobro. Dosegla sva, da mu je dežela za vsako balo s 5000 polami morala plačati samo 20 goldinerjev. In tako je na novega leta dan 1584 slovenska Biblija ugledala luč sveta. Kako je takrat snežilo. Ampak takrat se vse skupaj šele dobro začelo. Vezani primerke smo zabili v sode in jih zapečatili s posebnim znakom. Poslali smo jih do Lipskega na Poljsko, od tam pa v Ljubljano. V troje zaboje, katere smo spravili 18 krasno zavitih knjig v platno, smo najprej poslali na Dunaj, od tam pa jih je še v pravem času poslal v Ljubljano in veljak prijatelj Ivan Reichert. Ja, tako. K njemu so šli tudi najdražji izvodi zaviti v svilo. V 5 sodih, katere pa prevzela vdova Marjeta Rozmarin na avstrijskem veljaku, je bilo pa 149 Biblij in 43 slovenskih molitvenikov. Ti so bili pa namenjeni koroškim stanovam. Z Dalmatinom smo se kot vodilna nadzornika večkrat mudila v Wittenbergu, v Dresdnu smo se pa v imenu dežele Krajinske zahvalila volilnemu knezu za vso pomoč in podporo in mu izročila 6 prekrasnih primerkov. Kakšni spomini, veste, nadvojvoda je ukazal, naj na vseh mejah slovensko sveto pismo zaseže. Ampak Jurjev načrt se je iztekel tako, kot smo si želeli. Septembra 1584 so bili vsi izvodi na svojem mestu. Mladi Jurij je večina svojih izdelkov podaril svojim dobrotnikom in zaščitnikom. Enega prvih primerkov svoje Biblije je poslal tudi svojemu vzorniku in učitelju Primožu Trubarju. A ste že videli kdaj Dalmatinovo Biblijo? Ste? No, če niste, en izvod hranijo tudi tukaj v Posavskem muzeju v Brežicah, kjer je skrbno shranjen. V razstavi tam, odkot sem pa jaz prišel, je pa faksimile. In lahko si ga ogledate vsak dan. Jaz si bom pa zagotovo z veseljem ogledal danes vaše izdelke, kaj ste pripravili in naredili. Za naprej vam želim samo še pogumno. Hvala. Najlepša hvala tudi Boštjanu Arhu kot Adamu Bohoriču. Lepo ste izvedeli, kako je Biblija potovala. Mi bomo pa zdaj šli na pot po vaših literarnih izdelkih in sicer vabim Polono Brenčič, ki bo predstavila ta del natečaja, podeljevala bosta pa priznanja in seveda tudi značke Urška Lobnikar Paunovič, Valvazorjeva knjižnica, Krško direktorica in podžupan občine Brežice Bogdan Palovšnik. Prosim.
Spoštovane mentorice, drage učenke in dragi učenci, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Eno takšnih Biblij, ki je potovala iz nemških dežel, imamo tudi v Valvazorjevi knjižnici. In kot je bilo omenjeno, letos, pravzaprav je bilo že večkrat danes omenjeno, mineva 440 let od izdaje prevoda. Ko smo ob dnevu reformacije v Valvazorjevi knjižnici Krško za en dan omogočili obiskovalcem, da se z originalnim izvodom Biblije skozi besedo in filmski zapis o njenem restauriranju pobliže seznanja, smo ugotavljali, da Biblija zanima ljudi, zanima različne generacije, ki jim je mar za dediščino in za jezik. Praznujemo pa pravzaprav tudi prvo desetletje portala Fran, ki prinaša različne slovarje in slovenski pravopis. Prinaša pravzaprav vse, kar je povezano z jezikom. Dr. Kozma Ahačič, snovalec portala, ki je strokovnjak za obdobje in jezik, ko sta živela Jurij Dalmatin in Adam Bohorič, je ob tej priložnosti dejal: projekta smo se lotili s tisto skromnostjo in samozavestjo, ki jo mora imeti vsak leksikograf. Če si predstavljate skozi zgodovino, večina piscev slovarjev, tudi večina tistih, ki so objavljeni na Franu, je delala vse življenje, pa morda ni niti dočakala objave slovarja. Jurij Dalmatin je dočakal izdajo prevoda Biblije, ampak skromnost in samozavest je gotovo vodila tudi njega pri njegovem genialnem podvigu. Sedaj pa pojdimo na vaš natečaj. Na letošnjem natečaju sodelovalo 6 posavskih osnovnih šol, to so osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica, Brežice, Koprivnica, Jurija Dalmatina Krško, Podbočje in osnovna šola Sava Kladnika Sevnica. 17 učencev je ustvarjalo pod mentorstvom 8 mentorjev. Do sedaj je pravzaprav v vseh letih, kar traja natečaj, nastalo okoli 390 literarnih del, kar zajeten kup je že in kar nekaj knjig bi iz tega že nastalo. A ob branju tekstov nas še vedno presenetite s kakšno drugačno idejo, s poznavanjem zgodovinskih dejstev, da se tudi mi še kaj naučimo ob tem, s poskusi vživljanja v čas, ko sta živela Jurij Dalmatin in Adam Bohorič. V vaših delih pa se zrcali tudi dolgoletna predanost lokalnega okolja, da ohranja protestantsko dediščino. Ugotavljamo, da je vaša domišljija bogata, da so vam pri pisanju še vedno zelo blizu časovni preskoki v preteklost, v katero se premikate s pomočjo različnih orodij. To potovanje je bilo letos nekoliko drugačno, saj niste uporabili časovnega stroja. Potovali ste s pomočjo sanj, knjige, prstana, medaljona, čudežnega obeska, Dalmatinovega duha. Obiskali ste tudi knjižnico. Skušali ste se vživeti v čas 16. stoletja, bili ste na obisku pri Dalmatinu. Dalmatina ste pripeljali tudi v današnji čas, z njim ste se pogovarjali, delili mnenja. Postavili ste ga v vlogo intervjujenca. Sporočilno noto nosi delo, v katerem Dalmatin postane tudi druga osebnost, postane neke vrste Shakespeare, ampak na koncu ugotavlja, da takšen kot si pomemben in vreden za ta svet. Literarni zapisi so večino v obliki proznikov. Nekateri ste svoje razmišljanja združili v poezijo, v kateri se eni bolj, drugi manj uspešno poskušate v pesniškem rimanju. Pišete pisma, novinar ima intervju z Jurijem Dalmatinom. Jezik je duša naroda, kot je zapisala ena od učenk. Ker se vsakodnevno srečujemo z novim, sporednim svetom umetne inteligence, ki nam je lahko pomoč, ampak nikoli ne bo namesto nas brala knjig, raziskovala, doživljala, občutila veselje. Pa naj zaključim tako, kot bi umetna inteligenca sestavila skupaj besede, stavke iz različnih besedil. Spodnje besede stavke ste zapisali vi, dragi učenci, ki se očitno dobro zavedate pomena odličnosti slovenskega jezika. Prihodnost je meglen svet, ki ga le slutimo, a moje srce si želi, da bi Slovenci s svojim jezikom našli moč in identiteto. Slovenci smo majhen narod,
Naš jezik nima ugleda, ki ga uživata nemščina ali latinščina. Včasih so ovire tudi resne, a prepričanje, da Slovenci potrebujemo knjige v svojem jeziku, je močnejše od strahu ali pomanjkanja. Njegov prevod Svetega pisma ni bil le versko besedilo, ampak tudi kulturni dosežek, ki je utrjeval slovenščino in narodnost. A hkrati sem čutila, da sem se dotaknila delčka slovenske zgodovine in spoznala človeka, ki je dal slovenskemu jeziku neprecenljivo darilo. Dragi učenci, prihajajo praznični dnevi, podarite si neprecenljivo darilo branja knjig, govorite naš lep slovenski jezik in ohranjajte ga na vseh poteh, kamor vas bo vodilo v življenju. Sedaj pa še na sprehod po šolah. Na osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica sta sodelovali dve učenki, in sicer Marija Rosa Kozmos in Živa Župevc, ustvarjale sta pod mentorstvom mentorice Milene Žičkar-Kletan. Prosim, da se mi pridružijo. Priznanje pa prejme Živa Župevc. Hvala lepa. Ustvarjalka Milena. Tudi na osnovni šoli Brežice sta ustvarjali dve učenki, in sicer Špela Kužnik pod mentorstvom Lidije Osojnik, ki prejme tudi priznanje, in Zoja Blažinčič pod mentorstvom Katarine Novak. Prosim. Na osnovni šoli Koprivnica je ustvarjalo 5 učencev, tukaj je tudi edini učenec, in sicer vsi so ustvarjali pod mentorstvom Andrejke Šerbec, so pa naslednji učenci Barbara Černelič, Žana Resnik, Viktorija Kukovičič, Nina Kelher in Gal Grmšak. Priznanje pa prejme Barbara Černelič. Prosim. Dalmatina so učenci ustvarjali pod mentorstvom 2 mentoric, in sicer Ajša Pirc, Ana Omerzu, Neža Resnik so ustvarjale pod mentorstvom Bernarde Kunej, in pa Brina Cedilnik pa Neža Balas so ustvarjale pod mentorstvom Sonje Bračun-Gorišek. Priznanje pa prejmejo Ajša Pirc in Neža Balas. Na osnovni šoli Podbočje sta sodelovali 2 učenki, in sicer Teja Krajnc in Ula Jančar
pod mentorstvom Janje Rostohar in obe učenki prejmeta priznanje. Na osnovni šoli Sava Kladnika, Sevnica, je ustvarjala ena učenka, in sicer Teja Jesih, pod mentorstvom Barbare Košar, in učenka prejme priznanje. Čestitke vsem, ki ste sodelovali, vsem učenkam in učencem, in pa seveda tudi mentoricam, da jih uspete v tem času, ko vemo, da je vse polno drugega, da jih uspete motivirati in da sodelujete na našem natečaju že vrsto let in da kljub umetni inteligenciji in vsem ostalim tehnološkim pridobitvam nekako se še borimo tudi mi zapisanim, svojim zapisanim. Tako da čestitke, hvala lepa. Najlepša hvala Poloni, tudi zato, da je pametno uporabila umetno inteligenco, da je nam pokazala, kako ste odlični. Zdaj pa vabim k nagovoru Matjaža Grudna, predsednika Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar. Društvo nas ves čas podpira. 20. decembra gremo v Ljubljano. To še ni dan, ko imate konec šole, tako da jaz upam, da bo vas čim več šlo. Polona in Valvazorja knjižnica bodo to vse te organizirali, omogočilo bo pa to naše krovno društvo. Tako da zdaj sem dala tako najavo, Matjaž, lepo prijazno vabljen. Lep pozdrav v imenu Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, v katerem se pa združujemo ljudje, ne glede na politična, verska, svetovno-nazorska prepričanja. Skratka, ni pomembno, ali ste protestant, niti jaz nisem, ali karkoli drugega. Je pa pomembno, da spoštujemo tradicijo protestantske etike. V to vsi v našem društvu verjamemo. Verjamemo v izobraženost, verjamemo v samostojnost, kritičnost razmišljanja. Verjamemo v to, da je vsak človek odgovoren za svoja dejanja. In če k temu dodamo še spoštovanje drugačnosti, različnosti, potem pridemo do temeljev, na katerih bi mogli stati. In nocojšnja današnja družba, vemo, kam se pelje, in tudi vsa naša razmišljanja. Če bi na teh temeljih stal današnji svet, potem ne bi bilo vojn, ne bi bilo neenakosti, bilo bi prijateljstvo. To sem moral povedati, ker nas ne čaka očitno nič dobrega, ampak mislim pa, da če bi upoštevali vse te lastnosti etike protestantizma, bi bil svet res veliko, veliko boljši. In točno to je poslanstvo našega društva, da ohranjamo spomin na to etiko, da razvijamo na teh postulatih naše razmišljanje, naše življenje, da se spominjamo 16. stoletja pri nas z otvoritvami spominskih plošč Dalmatinu Bohoriču lanskega leta v Wittenbergu. Hvala tudi posavskim občinam za pomoč. Januarja otvarjamo na Dunaju v slovenskem hotelu Korotan sobo Primoža Trubarja. Načrtujemo spominsko sobo prihoda po 500-letnici Primoža Trubarja v Trstu. Skratka, trudimo se, izdajamo različne publikacije, spominjamo se požiga protestantskih knjig pred mestno občino Ljubljana.
V Prekmurju imamo vsakoletno kolonijo. Tole pri vas je odlična prireditev, ki jo podpiram z vsem srcem in tudi s društvenim denarjem, vašo Dalmatinovo značko. Skratka, trudimo se, da obdobje v 16. stoletju, ki nam je dalo jezik, narodno zavest, knjigo, da to obdobje ostane v srcih vseh nas. Hvala lepa vsem, ki se trudite tukaj v Posavskem koncu, da spomin na te velikane 16. stoletja ostaja živ še naprej. Hvala vsem vam, ki sodelujete. Bodite ustvarjalni še naprej in lepo se imejte. Hvala lepa. Najlepša hvala. Razstavo bo odprl podžupan občine Brežice Bogdan Palošnik, predtem pa vseeno še nekaj drugih besed. Naslednje leto bomo praznovali 350-letnico Frančiška Karla Remba, rojstva, se pravi tega izjemnega mladega umetnika. Mogoče boste kateri od vas, ki ste danes ustvarjali, imeli možnost ustvariti kakšno tako lepo dvorano, če ne boste, pa nas čim večkrat obiščite. In tam lahko v našem muzeju srečate tudi znamenite Posavke in Posavce. In danes so, kot rečeno, bili z nami v bistvu najstarejši od vseh Adam Bohorič, potem že sledi Ana Maksimila Valvazorjeva druga žena, ki je zelo pomembna, ga je podpirala. Valvazor je pa prvi, ki piše o Bohoriču in Dalmatinu. Če ne bi bilo Slave Vojvodine Kranjske, bi še veliko spomina zgubili. Potem seveda je po letih tukaj naša draga Josipina Hočevar, oziroma ne vemo, koliko je stara naša pisarka, ki vas je tam vse lepo popisala, je iz časa Martina Krpana, tako da najbrž je ona malo starejša. Mija Baškovč, Ana Maksimila je Sonja Levičar in najmlajši pa najbolj pomemben tisti, ki je prežigal luč, pa naš Leopold Alba, ki je prišel iz Krškega tudi v Brežice prežigati luč. To je vse počel vse do leta 1937, ko bi do naše kraje elektrika in ko bi lahko naš Dalmatin namesto, da je kuril sveče, prižgal luč, ampak je moral v 16. stoletju še na drug način vse to početi. To so bili naših 5 znamenitih Posavk in Posavcev. Drugo leto se pridruži tudi Remb, iščemo enega takega lepega mladeniča, 28 let, lahko kakšno leto gor dol. Dobro, mogoče bo pa tudi naš podžupan, ni star sicer 28, ampak ne vemo, mogoče ga nagovorimo, ker pri tem, ko je podžupan, rad hodi na prireditve, se rad druži z ljudmi, v muzeju se nam pa vedno kje dogaja. Ampak lahko se hecam z njim, ker se tikava, ga spoštujem, vseeno pa imam to priložnost oziroma in privilegij, da ga tikam in te zdaj Bogdan tudi lepo vabim, da odpreš razstavo. Hvala ti. Lep dober večer vsem skupaj v imenu občine Brežice in našega župana Ivana Molana. Jaz bi takole rekel, najprej bi rekel, da me veseli, da bo društvo sponzor vašega izleta, nekaj manj za občino, vse bo nekaj pašpara, tako da hvala lepa sponzorju. Kakor je gospa Alenka rekla, grem še naprej, najprej bi pozdravil vse vas, ki ste tukaj, sodelujoče ustvarjalke in ustvarjalce, mentorje, mentorice, predvsem pa najprej velik pozdrav gospodu Grudnu, našemu sponzorju. Danes bi vsem pozdrav vam, pa meni, ker se edina moška vleke tukaj od teh, tukaj bom rekel v prvi vrsti. Brez izjeme tudi naših stricev pa tet, ki skrbijo za našo kulturno dediščino. Še enkrat, da ne bom predolg, hvala vsem ustvarjalcem teh letošnje razstave, s mladim, mladoletnim ustvarjalcem in stricam in tetom, ki skrbijo za našo kulturno dediščino. Tako da velik aplavz predvsem na naše strice in tete, ki so pričajali malo, to kulturno dediščino tudi danes na tem dogodku. Tako da, še enkrat aplavz za vas. Še dve stvari, če ste dobro poslušali gospod Alenko, ta Vituška dvorana velja za eno najlepših dvoran na svetu in v tej dvorani se vsako leto vrstijo različni dogodki, ampak ne bilo kjeri dogodki. V tej dvorani bi mogoče na leto kakšnih 15, 20, 30 dogodkov, ampak to so samo posebni dogodki. Današnja razstava
je en tak poseben dogodek in zato si lahko štejete v čast, da ste danes tukaj z nami v ponosu Posavja in v ponosu Brežic. Vi pa še ostali otroci, izkoristite tole priložnost danes tukaj v tej dvorani in naredite kakšen selfie z vašimi starši in z vašimi prijatelji. A je tako? Lahko? Lahko? Tako, ja. Ok, to je to. Kaj še reči? Razstava je odprta, vsem skupaj želim še prijeten večer, vse dobro in še veliko ustvarjalnih uspehov in skrb za našo kulturno dediščino. Hvala. Najlepša hvala, ni še čisto konec. Za zaključek je bil z nami Mladinski pevski zbor osnovne šole Brežice, sporovodski Tjaša Kramar z eno prav posebno pesmijo, zaključili bomo z glasbo. Potem pa je tako, vsi se moramo fotografirati, ustvarjalci, mentorice, prva vrsta, druga vrsta in tako naprej. Starši greste lahko ta čas že pogledati razstavo, pridemo za vami in potem se dobimo v naši grajski kleti, kjer je osnovna šola Jurija Dalmatina, tudi sponzorska naše dogodka, pripravila pogostitev, tako da res ne pobegem, zaslužite si, nas je veliko malo dlje trajalo, ampak nič hudega. Zaključimo pa s pesmijo, krasno pesmijo Doma in sicer torej Mladinski pevski zbor osnovne šole Brežice, Matej Kastelic je avtor, sporovodkinja Tjaša Kramar in spet vabimo tudi Pierino Kavaljere Mršič iz glasbene šole Brežice za spremljavo. Torej, ta glasba nas popelje ene potem na oder, da se fotografiramo, druge že v razstavo, na koncu pa seveda v ta lep spomin na ta krasen večer, na dogodek, ki smo ga soustvarili skupaj, brez vas ga ne bi bilo. Lahko še veliko krat prijete razstavo pogledati, do 15. januarja pri nas odprta, potem pa seveda se vidimo še veliko krat. Torej, Mladinski pevski zbor osnovne šole Brežice. Pridite. Hvala.
Thank you.